Lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Mariborskem ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Nedeljski spored 32. kroga bosta zadnjim medsebojnim obračunom aktualne sezone odprla tretji Maribor in osmouvrščena Rogaška. Milec podaljšal je do Božiča, lepa akcija, zdaj je Božiča in Milca. Priložnost morda za Mariborčane, Sudani do strela in obramba Mulaliča. Pirtovšek. Dolga žoga na Miča, priložnost morda za Rogaško. Juk je šel iz vrat, vrata so potem prazna, vendar brez zadetka. Iličić. Iličić proti Božiču, priložnost in Mulalič brani. Božič in ob njem Kambič. Iličić. Repas, priložnost je to za Maribor in mimo gola Sudani. Sijajna priložnost v 38. minuti za domače. Iličić do žoge. Iličić čara, Iličić proti oddaljenejši vratnici, sijajna obramba Ajdina Mulaliča. Jan Repas je utekel, podaja pred vrata, Jakupović je tam in gol! Maribor vodi z 1-0, Arnel Jakupović v 49. minuti. Odlična reakcija najboljšega strelca lige Arnela Jakupovića, ki je prišel do 16. zadetka v tem prvenstvu in do 50. v karieri. Repas je krenil naprej, v odlični formi je Jan Repas v zadnjem obdobju. Iličić Sudaniju. Tu je Širvis, priložnost znova za Maribor, obramba Mulaliča in tam so se rešili gostje. Na črti je bil Pirtovšek, ostaja 1-0. Tam se ob robu igrišča jezi Oskar Drobne. Božič pa proti Iličiću, ki ima ogromno prostora. Josip Iličić, Iličić do strela mimo gola. Sudani, krasno. Za Repasa še eno posredovanje, ne, prenizek je bil Mulalič in 2-0. Jan Repas je strelec. V 69. minuti Repas zadeva na drugi zaporedni tekmi, potem ko je odločil večni derbi v Ljubljani v sredo, tudi danes v polno proti Rogaški. Drugič je v tej sezoni zadel proti Rogaški Jan Repas v Ljudskem vrtu, njegov 7. gol skupno. Mariborčanov Arnel Jakupović uteka Sudani, ki je padel v kazenskem prostoru. 11-metrovka za Maribor. V 78. minuti prekršek nad Hilalom Sudanijem. Ruškovački ga je očitno napravil in Aleksandar Matković je pokazal na belo piko. Iličić ali Mulalič, zanimivo se je postavil vratar. Iličić pa zadeva zanesljivo in Maribor vodi s 3-0. Od 79. minute dalje je tekma odločena. Maribor s 3-0, enkrat več, Vlado Krpa natančen iz 11 metrov, številka 72. Tudi tokrat brez uspeha. Sudani, pred njim je Diaby. Sudani preigrava, Sudani mimo gola. Pred tekmo ste dejali, če ne bomo pazili, če ne bomo igrali naše igre, ne bo dobro. Nič proti 3 z vašega stališča.
S prvim polčasom ste lahko morda zadovoljni, z drugim absolutno ne. S prvim zelo. Ja, pravi, hitri, agresivni. Moramo priznati, da drugi polčas so hiter zabili gol, fantastičen gol. Res čestitke. In smo padli, ampak smo jim na sredini preveč pustili. Preveč smo se zapirali, slab izhod slabši izhod naših veznih, kar je omogočalo, da so oni imeli veliko večje posestke kot v prvem polčasu. Mi smo bili predaleč in smo jim prepustili, da so prišli v svojo cono komforta in so nas razvozili po domačem povedano. Ker v prvem polčasu ne po bokih je kar šlo, v drugem polčasu pa praktično je bil Ažbeju brez dela. Pa ja, se pravim, padli smo po prvem sprejetem zadetku, nismo se znali pobrati in potem jih malo sledil drugi. Težko je potem se vračati, čeprav Koroš je zdaj malo lepše prestregel prej na nič, ne. Ampak vseeno veseli, dober prvi polčas, se njemu, kaj čemu zdaj. Zgubili smo glave gor, moramo iti naprej. 5 točk prednosti pred 9. in 10. mestom, zdaj o kakšni suvereni varnosti še zaenkrat ne moremo govoriti, ne? Ne, daleč od tega. Prihaja pa zdaj del prvenstva, kjer se bomo vse te ekipe udarile med sabo, tako da bo zelo zanimivo. Ja, lejte, tako vedno govorim, podoba. Danes prvi polčas prava, drugi polčas slabi, naredek slab polčas v tem delu in zaslužena zmaga Maribora. Muro ste že kaj študirali? Zdaj bomo. Hvala in pa srečno. Hvala lepa. Žiga, na začetku ni izgledalo, da bo šlo tako gladko, potem pa že v 4. minuti drugega polčasa prvi gol, na koncu še 2 in lahko rečemo mirno tekmo pripeljano do konca. Ja, res je. Prvi polčas je bil zelo težek, veliko duelov, veliko borbe. Na srečo smo šli v drugi polčas vsi 100%, dobivali druge žoge in diktirali tempo. Tako da kmalu smo dali gol in je vse to skupaj olajšalo. In na koncu mislim, da smo zasluženo zmagali. Se je poznalo utrujenost sredine tekme za ta začetek, pa za prvi polčas pravzaprav? Mogoče se je malo poznalo tudi tako čustveno kot fizično, ampak mislim, da smo pol po 15-20 minutah se je videli, da je bilo lažje, ampak samo to na začetku smo rabili prebiti in je bilo pol lažje. Zdaj pravzaprav ta vaš spomladanski niz je res neverjeten, ki se pravzaprav lahko ustavite. Ja, res je. Mislim, da smo v eni dobri formi in trener in sami in klub, pa si ne dopuščamo, da bomo padali tako v formi, tako kot v naši igri, tako da mi gremo do konca, do zadnje tekme v prvenstvu in probamo vse zmagati. Žiga, hvala in pa srečno. Hvala. Ajde, 3 zadetki v vaši mreži, pa vendarle, če gledamo z vašega osebnega stališča, bi jih bilo lahko še več, če ne bi bilo vaših dobrih obramb. Ja, prišli smo z željo, da bi naredili pozitiven rezultat. Še rezultati na včerajšnjih tekmah so nam šli na roko. Želeli smo si še bolj nekak miran konec, ampak Maribor trenutno kaže res veliko kvaliteto in izgledajo zelo dobro. Ni bilo enostavno, prvi polčas smo mogoče še nekako držali se v igri, potem pa zelo slab začetek drugega polčasa. Ko smo enkrat dobili gol, je potem bilo vse težje. Mogli smo se odpreti, začeti igrati, Maribor pa za kvaliteto, ki jo ima, pa če to znal izkoristiti in tekmo pripeljati do konca. 2 gola praktično iz mrtvega kota, tega res ne vidimo zelo pogosto, ne? Ja, tudi jaz si tega ne želim. Je žal tako šlo. Ampak nič za to, imamo še nekaj tekem do konca, neko prednost, ko jo še imamo, moramo to držati do konca in da pripravi se še na to četrtkovo tekmo, ker nam isto igra veliko. Mislim, da če bomo ostali v ligi, če bomo do konca to održali, kar imamo zdaj trenutno in da v pokalu naredimo tisto, kar si želimo, mislim, da nam bo na koncu imeli eno zelo lepo sezono. Kakšne so pa želje v pokalu, če ni skrivnost? Želje? Ne vem, kjer igralec bi lahko bil, da si ne želi osvojiti pokal. Posebej, ko si enkrat toliko daleč, je želja toliko večja. Hvala in pa srečno. Ja, hvala vam.